Ljudje, prižgimo luči, naj luč na ceste sije, srebrno cesto riše, da bomo šli po njej. Z Jasmino sva preizkusila 4 različne svetilke LED Lancer. Neo 6R, Neo 10R, MH5 in MH7. Kako je s svetilnostjo teh lučk? Vse te lučke se odlikujejo po sicer zelo dobri svetilnosti in tehnologiji. Največjo svetilnost nudita Neo 10R ter MH7. Te dve lučki lahko svetita s kar 600 lumni. Neo 10R to zmore skoraj neverjetnih 10 ur. Ta svetilka je kot nalašč za ultramaratonske tekače, za tek po brezpotih oziroma manj urejenih stezicah, ko je dobra osvetljenost poti ključna za varnejši tek. MH7 le za kratek čas sveti s 600 lumni, ko si hočemo nekaj bolj natančno ogledati. Sicer pa sveti z bolj umirjenimi, a še vedno močnimi 400 lumni. Kar je več kot dovolj za manj urejene poti. MH5 sveti močno, s kar 400 lumni. Neo 6R sveti z 240 lumni, kar je primernejše za nekoliko bolj urejene poti. Posebnost modela Neo 6R je polje snopa žarkov, ki je razširjen in ima nekako pristrižen zgornji del. To pa zato, da ne sveti previsoko v oči tistih, ki nam prihajajo nasproti. Proizvajalec je kopiral snop avtomobilskih žarometov. Za običajne rekreativne tekače je dovolj, če lučka dobro sveti vsaj 2 uri. V tem času namreč večinoma že zaključimo trening in jo tako lahko damo polniti do naslednjega treninga. Iz tega vidika so čisto dovolj samostojne vse te testirane lučke, saj pri svoji večji svetilnosti svetijo od 3,5, 4 in 6 ur. Za ultramaratonske tekače pa je to premalo, zato je njihova prava izbira lučka Neo 10R, ki sveti kar 10 ur. LED Lancer se odlikuje po res odličnem razmerju med svetilnostjo in avtonomijo, torej časom delovanja. Kako pa je s ponovnim polnjenjem baterij? Vse te 4 testirane lučke imajo zelo dobro lastnost. To je, da se lahko baterije ponovno polnijo. Menim, da je to ena od ključnih reči, ki jo rabimo vsi, ki pogosto tečemo v mraku. Mi vsaj 2-krat na teden od oktobra do marca tečeva z lučkami. Kolikokrat bi v tem času morala zamenjati baterije, si ne upam niti pomisliti. Kdor teče redno po zimi in v mraku, ve, kako je to lahko potratno in tudi ekološko sporno. S ponovnim polnjenjem pa je vsak najin tek v temi dobro razsvetljen. V svetilkah so vgrajene vrhunske polnilne baterije, ki vam bodo služile veliko let. Vsak od teh modelov ima rahlo poseben način ponovnega polnjenja. Najbolj prikladno je prav gotovo polnjenje lučke MH7. Dokaj enostavno se polni tudi model Neo 10R, Neo 6R se polni na ta način, MH5 pa tako, da moramo baterijo dati ven iz lučke. Kako pa je z nošnjo? Čeprav tem lučkam rečemo naglavne lučke, jih lahko nosimo tudi drugače. Neo 10R in Neo 6R imata dodaten trak, ki omogoča nošnjo okoli prsnega koša. Osebno najraje nosim lučko kar okoli pasu. Osnovni razlog je v tem, da si jo najlažje in na hitro oblečem in ker ne svetim drugim v oči. Svetenje v oči je še zlasti lahko moteče pri družabnih tekih. Tudi kadar nasproti hodijo ljudje, na ta način lažje pokrijem lučko in tako ne svetim v njih. Kaj še čakamo? Tek v temi naj ne bo teman, razsvetlimo ga! Ljudje, prižgimo luči, naj sveti kdo ve kam, saj kdaj že plamen sveče pokaže pot do sreče človeku, ki je sam. Prižgimo luč, ljudje, po celem svetu hkrati.